tokrat v občinskem informatorju. Odvetnik mladoletne dijakinje predlaga ustavitev postopka. 25-letnica podjetja Soven v občini Selnica ob Dravi. Dokaz, kako je dobro spodbujati lokalne pridelovalce hrane. Pregled stanja cest v krajevni skupnosti Bresternica-Gaj. Dijana iz Lovrenca na Pohorju iz vzorčkov blaga ustvarja umetnine. V Mariboru se je odprla soba, v kateri lahko razbijete vse. Lepo pozdravljeni. Včeraj je pred sodnika za prekrške stopila prva od obdolženih mladoletnih dijakov, ki so sodelovali na protestu februarja. Pred samim sodiščem se je zbrala množica ljudi v podporo njej in drugim dijakom. Pospremili so jo z bučnim aplavzom. Prva od obdolženih mladoletnih dijakov, ki so sodelovali na protestu februarja, je včeraj stopila pred sodnika za prekrške. V znak podpore je prišla tudi dijakinja, ki obravnava čaka čez nekaj dni. Pokažemo, da še vedno stojimo za istimi stvarmi, za katerimi smo stali, ko smo protestirali takrat na trgu, torej za to, da se šolamo v živo in za to, da imamo pravico, da se svobodno izražamo, ker nam je bilo to takrat kršeno. Poudarila je, da zahteva oprostitev. Vkolikor pa bodo sledile kakršnekoli neke sankcije, pa bomo pač šli naprej, ker mislimo, da je karkoli takšnega pač popolno neustrezno. Oprostitev pričakuje tudi odvetnik Dino Bauk. Predlagal, da se postopek ustavi, glede na to, da je usmerjen bolj kot v preprečitev širitve virusa, preprečitve širitve javnih stališč, izražanja kritike do sistema, ki je te dijake v resnici pozabil za 4 mesece in potem še, ko so se pač bili prisiljeni v to, da se sami oglasijo, jih izpostavil nekim represivnim sankcijam. Doda, da gre za sporočilo, naj ne izražajo kritičnih mnenj. Mislim, da bo sodišče na koncu postopek ustavilo, zato ker ni smotrno voditi prekrškovni postopek, ki je namenjen, katerega moment je predvsem vzgojen zoper dijakinje in dijake, ki so pokazali neko državljansko držo in visoko stopnjo odgovornosti. Tudi na shodu so vsi nosili maske, držali distanco, za razliko od mnogih fotografij, ki jih vidimo predstavnikov oblasti in pa tudi policije, ki se tega skoraj nikoli ne držijo. Številni, ki so se zbrali pred sodiščem, so mnenja, da je to, da so bili dijaki pozvani na okrajno sodišče, popolnoma nedopustno. Ja, jaz mislim, da je namen zelo jasen. Se pravi, v podporo mladim, v protest vsem tem modrim tam naokrog, ki nas hočejo prestrašiti dokončno. Zato sem tu. Zakonito, ker v ustavi piše, da imamo pravico do svobodnega govora in protestiranja, ker so bili pa ti dijaki so pa v bistvu protestirali popolnoma zakonito. Te globe so v bistvu bile nezakonite in neustavne. Enakosti za dijake pa za bolj ustavno vedenje policije. Med zbranimi smo opazili tudi nekaj učiteljev. Ti učitelji, tudi profesorji na srednjih šolah, da jih skozi naš predmetnik učimo tudi kritičnega razmišljanja. Mene pravzaprav zanima, kaj si naši oblastniki oziroma vsi tisti, ki so na nekih drugih položajih kot jaz, predstavljajo kot kritično razmišljanje. Očitno samo to, kadar otroci razmišljajo v okviru, bom rekla, neke škatle, ki jim jo določijo. To pa seveda ni kritično razmišljanje. Da poveš, kaj hočeš, da slediš temu, kaj hočeš, da hočeš se izobraževati, da hočeš v šolo in da lahko to svobodno poveš, bi moralo biti dovoljeno, ja. Mladoletnikom se globe sicer ne izrekajo, izrečajo se lahko le vzgojni ukrepi. Odvetnik poudarja, da je postopek nesmiseln, ker gre za mladoletnike, ki dodatne vzgoje ne potrebujejo. Te dni 25. obletnico praznuje podjetje Soven, ki se ukvarja s predelavo slovenske ovčje volne. Nahaja se v Selnici ob Dravi. Njihovi začetki segajo leta, ko je bila slovenska tekstilna industrija v zelo slabi kondiciji. Podjetje Soven iz Selnice ob Dravi te dni praznuje 25. obletnico delovanja. Obiskali smo jih in z njimi spregovorili o tem, kako so preživeli zadnje mesece. V našem podjetju je epidemija le
potegnile za sabo nekaj določenih sprememb. Poskušali smo se maksimalno prilagoditi vsem ukrepom se strani vlade in pa posebej smo se potrudili, da smo delo organizirali tako, da naši sodelavci niso ravno utrpeli kakršnikoli hujših bolezni in da tudi posledično nismo bili zaprti. Čas ravno ni najbolj primeren za to razmišljanje, ker smo praktično proizvodna podjetja zdaj razmišljala samo o tem, kako bomo zdržali to obdobje. Tik pred izbruhom epidemije je zaživela njihova spletna stran, kamor se je preselila prodaja. Opazili so več povpraševanja po določenih izdelkih. Je pa res, da se je pa asortiman malo spremenil. Mogoče niso toliko kupovali tistih konstantnih produktov, pletenin, tkanin, prej in tako naprej, pač pa veliko več torej posteljnine, nadvložkov, vzglavnikov, ležišč, tudi kmetijskega filca zelo veliko in pa nekaj materialov za ustvarjanje. V času epidemije so številni začeli z delovanjem visokih gred. V Sovnu imajo v ponudbi tudi biovolnene vrtnarske filce. Gre za volno v obliki filcev, ki se seveda položi nekako takole noter v visoko gredo. Priporočljivo je, da je vsaj pol metra od površja dol in pa v visoko gredo se seveda da tudi neoprana ovčja volna, kar seveda mi tudi proizvajamo. Več časa smo si v teh časih vzeli tudi za ustvarjanje. Ljudje, ki pa so doma uporabljali našo volno v ta namen, so uporabljali tole. Lahko je seveda barvna, lahko je čisto enobarvna, predvsem so delali copate, kakšne dodatke, okraske za dom in pa za oblačenje in morda še lahko pokaževa tudi tole mikanko, imenuje se to torej mikanka, to je prava volna, ki je pa seveda tudi pobarvana. Eden od zadnjih produktov, ki so jih razvili, pa so biovolnena ležišča. Ležišča so eden od zadnjih produktov, ki smo jih v našem podjetju razvili, malo drugačna, predvsem za tiste, ki imajo težave z hrbtenico, z nemirnim spanjem, z prekomernim potenjem. Namreč pri nas ne delamo mehkih ležišč, ker teh je poplava na trgu in doma in tujini in smo se zato specializirali resnično za srednje trda in pa za trda ležišča. In noter je torej prava volna v obliki filca, nekaj malo lateksa in to biolateksa, ravno zaradi tega, da se prilagodi telesu tako ležišče, nekaj malo naravnega kokosa z namenom, da ležišče ne pade skupaj, načeloma pa zunaj bombažno blago, 100% naravno in pa seveda noter, kot smo rekli. Marija prizna, da gre letos za veliko prelomnico. Zaradi tega, ker smo ravno v letošnjem letu prosti vseh dolgoročnih obveznosti z naslova investicije v proizvodne hale in zdaj lahko začnemo razmišljati spet o modernizaciji strojne opreme, o dodelavah na področju kakovosti produktov. V glavnem tisto, kar smo zdaj zadnja leta morali malo skoraj da dati na stran, ravno zaradi tega, ker je bila tole konkretna investicija za takšno malo podjetje, kot smo mi. Kot pove Marija Srbin ob koncu, so razvojni trendi v krožnem gospodarjenju s surovinami in materiali ter v konstantni uporabi naravnih materialov. Ves čas delovanja je dejavnost podjetja predelava naravne ovčje volne, vse od odkupa slovenske surove volne pa do končnih produktov. Na posestvu Pohorje Bio-Beef v Rušah pravijo, da po začetku epidemije COVID-19 povpraševanje po njihovem govejem mesu ni usahnilo, ampak celo naraslo. Če so prej bili bolj znani predvsem v lokalnem okolju, imajo zdaj stranke tudi iz drugih delov Slovenije, kar je dokaz, da se ljudje vse bolj zavedajo v lokalnem okolju pridelane hrane. Pohorje Bio-Beef je v zadnjih letih postala prepoznavna blagovna znamka govejega mesa, za katerega kakovost skrbijo v Rušah. Mi na našem posestvu gojimo krave dojilje po sistemu Pohorje Bio-Beef. Zdaj večina imamo, polovico črede imamo avtohtone slovenske pasme, cike, polovico črede pa še imamo lisaste govedi. Pitamo teličke do starosti enega leta in potem gredo v zakol.
take teličke potem prodajamo po paketih. Pašo imajo že na domačem posestvu urejeno tako, da se živali prosto sprehajajo po ograjenem delu posestva, poleti pa so na Pohorju. Kvalitete mesa pripomore to, da so živali skozi na prostem. Tudi poleti so ves čas na pohorskih pašnikih, tako da so v bistvu tam je tudi boljša sestava travne ruše, več je v tistih travah avtohtonih, je tudi več koristnih snovi, ki so potem tudi seveda v samih živalih. Pravi, da ob epidemiji ni prišlo do upada zanimanja za meso in mesne izdelke. Kar se tiče epidemije, bi rekel, da pravzaprav se pri nas ni poznal upad, pravzaprav je bilo zanimanje celo večje. Tako da smo tudi širše po Sloveniji začeli prodajati pakete. Prej smo imeli stranke v Ožje, Ruše in Maribor, sedaj pa tudi so se začeli zanimati že širše po celi Sloveniji. Pridelava je sicer ostala približno v enaki meri kot pred epidemijo. Nekje na mesec prodamo cirka 200 kg mesa v paketih različnih velikosti. V bistvu pa to tržimo celo leto. Ne. Pravi, da čeprav imajo različne pasme goveda, se to pri mesu teličkov do enega leta bistvene razlike ne pozna. Ja, v bistvu do enega leta starosti pri teličkih hudo bistvene razlike ni, ker so naša teleta skozi na paši, to meso ni zamaščeno. So pa kupci že povedali, da se jim zdi meso avtohtone slovenske pasme bolj okusno. Na posestvu pa pravzaprav nimajo samo krav, ampak tudi kokoši. Ja, nabavili smo tudi nekaj kokoši, sprva smo jih imeli malo manj, ampak ker je povpraševanje zdaj za jajčke vedno večje domačimi, smo tudi nabavili malo več kokoši. In tako da imamo na voljo sveža, ekološka, bio jajčka in so se ljudje kar že navadili in redno hodijo po njih. Ja. Tudi pri kokoših prisegajo na ekološko. Ja, krma je ekološka, večina krme pridelamo sami, pa živali so cel dan tudi na sončku in se lepo pasajo. Ne. In tako se je pravzaprav razširila tudi njihova ponudba. V naslednjih dneh se bomo odpravili po krajevnih skupnostih in mestnih četrtih v mestni občini Maribor in preverili, katere investicije na področju cest so bile izvedene v času županovanja Saše Arsenoviča. Tokrat smo obiskali krajevno skupnost Prestenica Gaj. Obiskali smo krajevno skupnost Prestenica Gaj, kjer nam je predsednik Primož Hedl povedal, katere ceste so bile v zadnjih 2 letih sanirane in katere so tiste, ki so nujno potrebne sanacije. Povedal nam je, da na stanje cest opozarjajo že vrsto let. Da so ceste v krajevni skupnosti, lahko za našo krajevno skupnost, kar se Prestenica Gaj povem, podhranjene in da imamo res žalostne ceste, vlaganja absolutno premalo, to pomeni, da ceste, ki jih imamo sedaj, niti ne vzdržujemo, kaj da še, da bi kakšno novo investicijo naredili. Mislim, da že kar nekaj let ni bilo večje investicije v same ceste, pomeni v novogradnje, glede na to, da imamo ogromno gramoziranih cest, vse sicer eni odseki sanirajo, ki so kritični. Izpostavil je, da mejijo na Avstrijo in da so razlike ekstremne. In če se eno stric pripelje svoje ceste na našo cesto, vidi bistveno razliko. V letošnjem letu je v planu ureditev 2 odsekov proti Žalcarjevem vrhu. Morate pa vedeti, da Prestenica je pa nekje okrog 25% površine Mariborske občine zelo razvejana, zelo hribovita in bi potrebovali bistveno več denarja za ceste oziroma za asfaltiranje, da bi bile dostojne ceste, bom rekel tudi varne in da bi imeli občutek, da se vozimo po sosednji Avstriji. Želi si, da bi primarno sanirali ceste, ki so namenjene prevozu otrok. Ja, zavedamo se, da je vlaganje v sam center mesta, kar se večkrat govori, da se dela samo v centru potrebno, kar tudi podpiramo. Zavedati se pa treba, da je potrebno urediti tudi periferijo in vlagati tudi v ceste izven centra mesta. Ob koncu doda, da je potrebno poskrbeti, da imajo tudi tisti, ki živijo izven centra Maribora, dostojno in varno pot do doma. Diana Kraner iz Lovrenca na Pohorju se že od nekdaj ukvarja z ustvarjanjem. Najprej je izdelovala voščilnice in nakit, nato pa jo je pot pripeljala do šivanja in izdelovanja krpank.
Te dni se je v Mariboru odprla prva Smash Room soba v Sloveniji. Gre za sobo, v kateri lahko razbijete prav vse. Tadej Himerlajh nam je povedal, da gre za prav posebno uničevalno terapijo. Zaveda se, da veliko ljudi čuti utesnjenost in da imajo mnogi težave. Zato vabi, da se oglasite pri njih in tako razbijete in uničite vašo tesnobo. Danes se je v Mariboru na Smetanovi ulici odprla uničevalna terapija. Gre za sobo, v kateri lahko razbijete vse in sprostite vse svoje občutke, ki jih imate v sebi. Ful let nazaj sem že razmišljal o tem, da bi rabil en prostor, kjer bi lahko se izživljal nekaj, ker zakaj nisi kaznovan. Vsak je mlad, pa nekaj proba. Potem pa je bilo tako, da ta čas COVID, toliko ljudi jezni, pa koliko smo se okrog pogovarjali, kaj se dogaja, vsak ima neko agresijo, pa nekaj takšnega v ozadju in potem smo s partnerko smo želela to uvesti, da bi neki lahko bil prostor, v katerem bi ti lahko to izražal. Obiskovalci lahko razbijajo od kozarcev pa vse do tehničnih aparatov, ni pa dovoljeno razbijanje televizij. Drugače pa lahko mi priredimo sobe, kot je na primer kopalnica, dnevna kuhinja, karkoli takšnega pohištvo. Ljudje lahko prinesejo tudi sami stvari k nam in potem se med njimi življajo, kako želijo. Lahko tudi printajo obraze bivših, kogarkoli načeloma in to je to. In kakšna je bila njegova prva izkušnja, priznava, da ni enostavno. Moram reči, da je bil kar efekt, ampak mogoče tudi kakšna bolečina v roki. Ker takšno stvar z tem tolčenjem daš kar nekaj sebe v to. Ne le razbijanje, poljubno lahko tudi rišete po stenah in mi smo imeli to možnost, da smo jih popisali prvi. Poizkusimo se tudi v razbijanju kozarcev. Tadej pove, da so se že pojavila številna zanimiva vprašanja, kaj lahko prinese s seboj in eno izmed njih deli z nami. Če lahko prinese plišaste igrače od svojega bivšega fanta, bi ona to razrezala pri nas. Z škarjami načeloma dovoljeno. Da bi pa ona zdaj prinesla nož, pa smo nekako načeloma prišla na temo, da to ne velja pri nas. V vstopu morate izpolniti obrazec. Mi samo stranko opozorimo o nevarnosti, dobi zaščitno opremo, peljemo čez sobe, povemo ja ali ne, karkoli gre, zakaj se gre, da je obveščena. Potem oseba mora podpisati izjavo, da sprejme vse to, kar je bilo obveščeno in da potem nosi svojo odgovornost, lastno odgovornost, torej vstop. Izbirate lahko med številnimi pripomočki, s katerimi se boste izživljali nad izbranimi izdelki. Vse od kladiva, macole, bejzbol palc in številnih drugih. Dobrodošli so tudi otroci v spremstvu starejših. Izredno zanimanje je tudi za teambuildinge. Dober delavec je sproščen delavec, pove. Toliko za nocoj oddaji Občinski informator. Sveže novice najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.